Moram gledati, ne, se bom. Ti dam napovedovalske naušnike. Korenino sem pobral gor v gozdu, pa sem prinesel domov in jo obdelal. In enkrat sem sedel, sem ga sklopil. Je bila žalostna pesem. Napisal sem jo gor na Svinjski planini. Čakal sem mojega pastirja, ki je zdaj na plakatu je bil, pa je pobegnil v Bosno k ženi. To pesem sem poslal moji prijateljici Nataši Kosenbašič. Napisal sem jo na telefon, žalosten sem bil. Je pa tako, zakaj gledal sem ta svet? Morda bila je slale poželjenja, lahko bila resnična je ljubezen. In ko sem sebe mislim, moje ime prebrala na plakatu, sem videla, da gre za res in... Ja, res je pa tako. Za dan sem pripravila svojo pesemco, ki sem jo napisala v 9. razredu, ko sem imela zlomljeno srce. In ga še vedno imam, da bomo skozi leta zacelili rane. Glasi se pa tako. Ti si moje sonce, ki zame žari. Ti si vsa toplina, ki v meni živi. Človek si svetišča... Bogatilni in prinesli smo samospeve. Eno izvedbo ste slišali prej. Zdaj pa boste gledali in slišali. Eno, ki se navezuje na Vela iz tistih časov, ko so ga klicali tukaj v tem kraju in tej dolini Notrdamski zvonar so ga klicali. In predvajali bomo z Janino pomočjo in bomo umaknili oslo vozička, ki je posebej za vas pripravljeno za Živgovcu oljčno vejico. Upam, da se opazili. In... Ose v miru. Ose v miru. Ose v miru pravijo, drugače ta osel je luški delavec. In... Zdaj pa ne vem, nismo računali na to, da v prvih vrstah posebnih kotov ne boste videli. Izvolite, počutite se kot doma, jaz se že počutim, zato ker več ne nosim cokle, ampak domače copate. Sem prinesel, ker sem vedel, da se bom domače počutil. Izvolite. Super. Malo še manj v dvorani, tako je. Super, zdaj pa je v redu. Zvok, ne?
Oni ne zvoni. Ne, oni si oni ne zvoni, ker nima nobene kemble. Oni kemble toče že letje. Ok. 7 malo, 6 pa preprosto. Kako bi zdaj zvonil? Kako bi 6? Šumeri sem bil. Ni 15 do 6 sem že šli. Pazi, zadnji bo šli kar dara. Zdaj se antikrist. Snemali smo, da se vidi, da obreda nismo motili. Ta človek nič ni pogrešal. On je bil tam, kjer je hotel biti in nič ni pogrešal. Vendar je seveda izbruhnil škandal, ki je dolgo trajal. In nekega dne Aljana bo zdaj predvajala Danje raziskujejo policisti. Sicer pa naj bi v soboto, ko je župnik odstranjeval obloge zvonov, prišlo tudi do prerivanja, tako da bo zgodba epilog, ko vse kaže, res dobila na sodišču. Zvonjenje nas moti tudi še po tapisoniranem vnebovzetju. Veliko hujši od zvonjenja pa je slovenski oblastni, agresivni klerikalizem. In obsodila vsakršno obliko nestrpnosti. Lahko kakšno zvonjenje konkretno tudi izostalo. On me je naskočil za tekstil, me je hotel zriniti dol, da nimam tam kaj iskati. Jaz sem se branil. Dobila razlog za ovadbo obeh protagonistov sobotnega prerivanja. Hvala lepa za pozornost.